Tudi to se je moralo zgoditi. Po silovitem začetku s 6 zmagami in 2 neodločenima rezultatoma v 8 tekmah bo ostal v Celju zabeležen prvi poraz v letošnji sezoni. Ko so preostali le še 4 dnevi do play-offa Lige prvakov, vendarle ni več šlo odmisliti nestrpno pričakovanega evropskega spektakla proti Celticu. Da je bil to tisti dan, ko nič ne gre po željah, je nakazal že uvodni dogodek. Prihod ekipe v vijoličastem je zvabil na celjske tribune več gledalcev kot ponavadi in trenutek veselja so dočakali že v 2. minuti. Prvi celjski napad se je končal s kotom, izvajal ga je Ahmedi. Žoga se je odbila do roba kazenskega prostora, kjer je uspel priti do udarca Klemenčič in natančno, toda precej srečno, po tekmi je sam priznal, da je želel podati, zadev za napoved nenavadnega popodneva. Predvsem pa za napovednik dinamične živahne tekme, v kateri so gledalci prišli na svoj račun. Priložnosti so se vrstile na obeh straneh. Najprej v lovu na izenačenje. Fajić bi lahko vrnil zadeve v ustaljene tirnice, toda iz obetavne situacije ni uspel premagati vratarja Kotnika. Celjani so dobili dodatno energijo, vmes so se reševali tudi z nekaj sreče. Ko sta Mejač in Bohar izpeljala akcijo po levi strani in o podaji Boharja v sredino, je celjski vratar preprečil avtogol ob neuspešnem izbijanju branilcev. Nič ni kazalo, da bo sobotno popoldne imelo slab zaključek. Ob novih naletih velja izpostaviti spretno preigravanje Ibrahimija vse do zaključnega udarca, nameril je pod prečko, Kotnik je žogo odbil v kot. Po kotu Ibrahimija pa je pot do izenačenja iskal Tavares in s pomočjo vratnice domači vratar še enkrat potrdil status junaka dneva. Nato pa pogosta nogometna zgodba, namesto izenačenja na eni strani, povišanje rezultata na drugi strani. Celjanom je uspela hitra akcija, med katero je Sani dobil priložnost za soočenje z mariborskim vratarjem. Handanović je z odličnim posredovanjem ubranil njegov prvi udarec, a se je žoga odbila do nigerijskega napadalca v celjskih vrstah in iz drugega poskusa jo je spravil v mrežo. Zaostanek 0-2 po 25 minutah igre je redek prizor na tekmah slovenskega prvaka in ekipa se je odzvala z novim poskusom. Mertel do Stojanovića po njegovi podaji še enkrat do zaključka kapetan, Kotnik pa ponovno zadnja ovira. Vratar kot zmagovalec dvoboja tudi v naslednji akciji. Bajde je skušal poskrbeti za predčasno odločitev, toda Handanović mu je preprečil namero. Potem pa trenutek, ki pomeni še eno prelomnico. Filipović je po drugem prekršku na sredini igrišča dobil drugi rumeni karton. Ob razmerju 11:10 pa so imeli gostitelji olajšano nalogo, vendar jim je tudi ob številčni prednosti pomagal soigralec med vratnicama. Tokrat po predložku Mejača do udarca z glavo Ibrahimi. Celjski vratar pa je z uspešnim posedovanjem preprečil znižanje rezultata, ki bi še omogočalo možnosti za preobrat ali vsaj izenačenje v nadaljevanju tekme. Da bi se kaj spremenilo, je Ante Šimundža najhitreje doslej opravil vse 3 menjave. Vršič, Mendy in Viler so skušali prinesti dodatno energijo. Mendy se je takoj po vstopu v igro znašel pri žogi, a ni uspel preusmeriti v mrežo. Tudi z igralcem manj se ni obupalo ob lovu na preobrat, toda s tem je ostajalo več prostora za nasprotnike, kar so ti znali izkoristiti, in Bajde je po protinapadu zadel za 3:0. Ko ne gre, ekipa se sicer ni sprijaznila z razpletom, še ena grožnja po predložku Vršiča z prostega strela, toda mimo Kotnika ni šlo. Med številnimi poskusi ni uspelo niti Rajčeviću. Zadnjič so Celjani zapretili, ko je Verbič ušel po levi strani podal predgol, kjer je Vuklišević izbil pred Sanijem v kot. Bilo pa je preveč akcij, da bi se končalo brez gola v celjski mreži. Po akciji Stojanovića, kot in po kotu znižanje rezultata. Žogo je pred gol poslal Vršič, vrhovec jo je z glavo preusmeril v mrežo za končnih 3:1. Gledanost celjske strani in za prvi mariborski poraz, ki pa po vseh čudovitih trenutkih razumljivo ne pomeni razloga za pretirano nezadovoljstvo, sploh glede na dogodke na igrišču. Na dogodke, kako so odvijali, enostavno je bilo vse proti nam. Prvi gol je fan centriral, zadev gol. V bistvu imamo igralca tekme, njihovega golmana, ki je ne zato, ker je kaj kriv, ampak ga je enostavno zadela. Tako da ne morem reči fantom ničesar. Enostavno, sploh v drugem polčasu lahko rečem, da so fanti res odgarali tekmo. Tako da takšna tekma se zgodi.
Zdaj mi smo malo razvajeni, vseeno treba glave gor, fantje so res odgarali tekmo. Slab dan se zgodi ekipi tudi večji od nas. Enostavno, če bi razmišljali v smeri, da ena tekma lahko pokvari vse, kaj so fantje zdaj naredili, ne bi bili resni. Enostavno, treba poiskati pozitivne stvari, treba poiskati pluse iz te tekme in za dvig glavo nadaljevati zelo, zelo ambiciozno. Jasno je, kar sledi, sreda 20:45, Tenka Maribor Celtic FC. Kultni klub z bogato tradicijo proti našemu svetemu klubu, ki želi na novo spisati zgodovino in ob odštevanju do tekme leta lahko celjsko izkušnjo označimo kot poraz ob pravem trenutku. Zelo pravem trenutku, zato ker se je naredila ena fama, da je Maribor favorit proti Celticu, ki je pa zelo pravi trenutek. Fantje igrajo sreda, sobota, enostavno pride tekma, ko je ne. Ampak v tem trenutku se mi zdi, da v pravem času, ker Maribor bo pravi stav. Celtic ni velik favorit, ampak mi moramo spoštovati njegovo tradicijo dolgoletno, mi moramo spoštovati njegove lovorike dolgoletne, mi moramo spoštovati to, da je redno udeleženec Lige prvakov, celo pred 2 letoma je premagal Barcelono in se vrstil v nadaljnje tekmovanje. In če bomo z tega stališča šli, imamo zelo dosti možnosti. To ni več kot 50, je dosti manj kot 50, ampak možnosti so, jaz sem optimist.